Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Tako četrtkovo jutro, ki je dalo jasen odgovor, da ne bomo ostali tudi v novi sezoni, ne, brez Matičkovih raziskav. Ja, in vsi se veselimo. Res je, lahko bi šaflal veselje tu na glavnem trgu. Ne vem, zakaj tak odpor proti Matičkovim. Ne razumem. Vse ni, pač vse bo, no. Dobro, vse bomo sodelovali, ker vemo, da si pač neko veselje pač moraš imeti. Hvala lepa. Mislim, vseeno mi je, boste sodelovali, pika. Okay. Malo smo še, na nek način smo zaključili to zgodbo z drevesi, padlimi kostanji na Trubarjevi, ne, danes zjutraj med drugim. Jaz sem testiral en lifehack še, pa poročal o tem, pa še ogromno zanimivega, tako da prisluhnite temu podcastu in ja, če se kdo sprašuje, ima tu. Sam ja. Evo jo, kdo je rekel, da ni? Kdo je rekel, da ni? In tudi jutri zjutraj bo o 5:30. Pa lep četrtek želimo. Drugače pa, ja, glej, 9 minut pred 6 in Instagram ima nov napis. Logo je isti, ni? Kaj? Ja, nisi videla? Ne. Ne, pa če ne gledam telefona. Tak piše, kot da bi Instagram bil, ne? Ja, točno to piše, ja, Instagram. Nisi še videla? Pa si rekla, ne gledaš telefona, včeraj si rekla, imaš screen time 8 ur. Ne, dobro, ne piše mi, ker jaz imam ikonice brez nadpisa. Ja, pa idi pa odpri si, pa poglej tam, ko piše Instagram, je bila cesta. In? Ne vidiš. Ok, brez veze je, kaj se sploh vidim. In kak se ti zdi? Pa dobro. Pa ni dobro. Zakaj ne? Meni se zdi čudno. Meni je nasplošno ta koncept čuden, tako da... Dobro, ok, pač družbeno mreže, fajn, ampak meni se je prejšnji bolj dopadal. Ker ga pa uporabljaš, ne? Ampak ti si tudi v osnovi bolj tradicionalist iz Pokolja. Tako, ja. Tradicionalist ravno nisem, ne. Nijem pa rad takih velikih sprememb. Bog ne daj, da se je Facebook spremenil, Jeger. Ne govori. Žaj žuču. Nisem tradicionalist, ampak nimam rad velikih sprememb. Ja, ne. To si, dobro si povedal, ja, nimaš kaj. No, skratka, to je ta velika novica, bila so se zdaj to posod razpisali vsi. Ja, tako po svetu je kar završalo, no. Je kar nekaj uporabnikov, ki je... Naj samo povem, da imamo ok, v redu, pa če nima kaj bolj pametnega za delati, te pač to. In ja, temperature so pač zjutraj malo nižje, ne? Mi dva z Igrom še vedno v kratkih rokavih, ima se oblači. Vedno bolj? Ja, ker je vedno bolj mrzlo. Pa daj ne. Je 22 stopinj do danes. Če ne bi morala mi dva Jeger organizirati neko bivakiranje nad Lovrencem. Zgleda. Ne na Hojnikovi ridi, ker tam ni mira. Pač neki travnik tam na nekem tronke. Neka jasa. Postavimo neki šotor, pa da vidimo. Hoj. Ja. Ne. Kurli ogen. Ne, zdaj še požarna ogroženost. Zdaj še ne bomo. Ne gre to. Zdaj bomo imeli generator pa indukcijsko ploščo. Si bomo jajce kuhali. Torej, danes zjutraj moram povedati, da sem testiral še en lifehack. Veš zakaj? Zato, ker je polno tega tam na družbenih omrežjih, posod nekaj ven meče, kak to, ja pa pol je super. Nisem se še naučil v celoti, zgleda, da lahko s tem narediš več škode kot koristi. Ampak vse bom povedal v nadaljevanju. Ni nič hudega, ampak vseeno še en odkljukan oziroma ovržen. Malo bomo spremljali oziroma še naprej spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi. Dobrodošli, danes je 20. avgust. Kaj je to za en dan? Danes je tisti dan v zgodovini, ko so se leta 1995 vsi ti velikani zabavne tehnologije, takrat jih je bilo dosti manj, kot jih je danes, so se končno zmenili in rekli, ok, se strinjamo, to bo novi format
rekli bomo mu Digital Versatile Disc oziroma DVD. Ja. Od danes dalje. Na današnji dan so se odločili, ok, to bo tak, to je ta format, taka bo velikost, take bodo luknjice in planjavice pri zapisu, ne, ker je pač to tako delovalo takrat, da bo laser znal čitati, ne, in to bo ne glede na to, ali boš vzel Sonyja, ali boš vzel Technicsa, ali boš kupil vse karkoli. Vse bo delalo, zato ker bo to enoten format in ta datum velja tudi za tehnično smrt VHS-a. Kasete. Video kasete. Ima tam pogledala. Da sploh ne bi šel še par let nazaj na ta veliki dvoboj med VHS-om in Betamaxom. Pa še je kaj? To še te ni bilo, ne veš kaj? Okay. Bom razložil, to pa je bil, veš, ko so prišli s temi videokasetami ven, sta bila pač dva formata. En je bil VHS, en je bil Betamax. Betamax so bile malo manjše, ampak nekoliko kvalitetnejše. Zato so se kasneje se je ta Betamax sistem uporabljal bolj v profesionalni rabi, TV kamere pa to. VHS pa je bil zato, da smo... Tiste take večje. Tiste večje. Črne, ja, to tako. pa vem, kako izgleda. No, je lepo, moram verjeti. Ko pa je bil ta VHS, pa je bil, veš, da si šel za tisto, ko so imeli običajno video v klubih, tako zaveso proti komarom. Še v zadnji vono manjšo sobo. Hitro, ker nekaj na pamet vzel, samo da nisi bil čim bolj predolgo not, da te ne bi kdo videl. In pol, če si imel srečo, si vzel pravo. Tako da tista je bilo vse bolj na srečo. So pa bili taki, ko so včasih hodili not pa vun z rdečimi uhami. Ti lepi časi, ne, kak je to bilo. Napovedali so tudi Windows 95 na današnji dan. Tudi 95. Ja. Ker je Windows 95. Bravo, je. Ravno zaradi tega. Ja, ko so ga predstavili z tem hitom od Rolling Stonesov Start Me Up. To je bil prvi Windows, ki je imel start gumb. Se spomniš start gumba, ne? Ne. Ok, zami topi predmet iger in koli. In morda še to, danes je 20. avgust, danes je, ne boste verjela, svetovni dan komarjev. Stoj. Komarji imajo svoj dan. Mislim, nimajo komarji, svetovni dan komarjev se praznuje oziroma obeležuje, ker je na ta dan leta 1897 Ronald Ross odkril, da komarji prenašajo malarijo. In to je bil kar prelom dan, ne, ker so potem se lažje spopadali s to kar hudo boleznijo, ki jo prenaša komar. Drugače pa se veš, komarji imajo svojo pozicijo v ekosistemu, drugače jih ne bi bilo, je pa to izjemno tečna pozicija, moram reči. Priporočam, če vas fejs motijo, pa imate plac, da si posadite silke. Prav je, da opozorimo še enkrat in novič, da je prvi taki festival ob koncu poletja v našem mestu prestavljen. Tako so se odločili zaradi slabe napovedi. Zdaj ta napoved je bolj za petek, taka, no, ampak je kak je. Točno to. Je kak je. Italijamo Fest je prestavljen. Na 11. oziroma 12. september. Tako. Ne bo ta vikend, ampak bo petek 11. in v soboto 12. septembra. Tako. Festival Paradižnika, ki je bil s tem povezan, pa ostane. Ostane in bo v petek pod streho Mariborske tržnice, tako da tudi takrat strokovni del, neka predavanja bodo, pa tudi tekmovanje za največji in najlepši paradižnik. Tako da, če imate doma shranjeno, prenesite, da stehtamo. Ja, ker to ne more čakati do 11. ne? Ne. Pa veš zakaj, pa mogoče še paradajz nekak bi, če bi ga, ne vem, pač nekako konzerviral na res hladnem. Ja. Ampak veš, paradajz nikoli ni sam, paradajz ima vedno tam nekje čebulo, pa vedno ima bučno olje, pa kis, ne, mogoče malo nekega sira v slanici.
Veš, kaj ti hočem reči, ne? Ima, ne? Ne, pa polko poješ vse ven, pa ostane noter kis, pa olje mešanca, pa mača, mača sluha. Ne to, Kaj ne? pa vzame skledo, pa Ne, to je najboljše. Ko paradajz sokeca spusti, pa se pomeša, ko nastane taka čudovita simbioza z bučnim in kisom. Dobro, sej, nič ne rečem, lahko spiješ, ampak jaz sem vseeno raje beli kruh, pa mača, pa tako lepo vse pol pobrišeš, tako da nič ni bilo not. Nikoli, ne. Tako da nimam kaj prati, tako da bi pes polizal, Tako da, da veste, tako da to v petek bo na tržnici Italijamo Fest, pa torej 11. in 12. septembra. Zdaj pa preverimo, mi smo nastavili en mikrofon na letni oder Ruše, kaj je tam trenutno? Gledališče pod goroj ta trenutek sameva, ne? Seveda, ampak poglej ti ta lep zvok. Je, ne? Ja, zdaj še vse zvok mirno. Pohorja. Že danes večer bo povsem drugače, danes ta Matjaž Javšnik in predpremiera njegove komedije Norišnica, domači pubec se vrača na izvorni oder, pravzaprav bi lahko rekli. Jutri ob 9. Plavi orkestar, koncert, še bomo imeli proste stopnice brez skrbi, no v soboto pa... Bigfoot mama! Absolutno. Če bo pravi koncert, bojo naslednjo srno tam videli enkrat konc februarja 2027, ne? Bigfoot mama, torej to soboto na letnem odru Ruše in danes zjutraj imamo 2 vstopnici, tako da če želite, mi bomo zelo veseli, če vam lahko ta koncert častimo, 2 karti pošljete Bigfoot mama ali pa letni oder kakorkoli in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Pa bomo zapila, ne? Se bomo fajn imeli. Ne, super bo. Zagotovo bo vrhunsko. Mislim, jaz sem bil že na ogromno koncertnih na letnem odru, tam na gledališču pod goroj in je taka druga atmosfera. Absolutno, da je. Vemo, da smo bombardirani sploh na družbenih omrežjih z vsake toliko, no vsaj jaz, ker sem enkrat nekaj pogledal, z vsemi temi nekimi lifehacki in kak je lažje in kak lahko neke stvari narediš dosti bolj preprosto. No in jaz na misiji, da čim več tega probam, zato da vi ne bi rabili. Bravo! Zelo plemenito. Ta se je zdel kar praktičen in sicer, veš, ko se ti vodni kamen nabere na slušalki od tuša, pa pol začne tak špricati ven malo po svoje, ko se zaprejo te luknjice. In ja, s kamnom se lahko spopadeš s kisom. Ampak jaz sem videl, ker sem pač nekaj o tem zgleda razmišljal, pa mi v glavo vidijo, ne, da obstaja en lifehack, da to laže, da ne reš ni čohat, pa to, ampak samo daš eno plastično vrečko, not naliješ kis, pa daš noter slušalko, pa 1 uro pustiš, pa je potem kao v redu. In sem vzel sem ta hudi alkoholni kis, sem nalil v vrečko, noter ono tišo, hotel dati gumico gor, seveda sem se polil najprej, ampak dobro, pol mi to nekak rata, dam noter, prepovem za 1 uro vstop, sploh kopalnico, kaj šele v tuš, in po 1 uri, ne, grem, se seveda še enkrat polijem, ko sem to narazen daval, ampak dobro, ni pomembno, pa če treba paziti, jaz sem pa neroden, in probam in tak je, kakih 40-50% boljše, ne pa v celoti ni bilo, ne. No, samo 40%. Ja, slabo. To mi tudi doma delamo. Delate? Ja. Ja, ampak jaz sem samo pustil v kisu, nisem sploh namakal sem 1 uro. In kar je, pa, ni čisto, niti približno ni spucalo tako, kot je bilo na video posnetku, to je A. Dobre. In B, zdaj se noben ne upa prav tuširati, zato ker smrdiš, kot da si iz vinske kleti prišel. Tako da veste, no, pač testirano, dajte, ne, po nekih metodah, ki jih poznate. Pri
spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi, o tem v nadaljevanju. Zdaj je že malo več stvari jasnih. Zakaj, koliko in zakaj toliko več. In kaj bo, in kaj imamo tu, in kaj bomo imeli tu. In pač vsa ta vprašanja, ki so. Hkrati pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice. Pazite to. Ste pripravljena? Da. Ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš. Zaplet z drevesi na Trubarjevi. Zdaj je dosti tega bolj jasnega. Bili so neki šumi, ne več listja, ampak v komunikaciji. Torej, zadeva ima zdaj celotno strukturo, pravzaprav, ki nam je jasna. Tako. No, najprej naj povemo, da obnova Trubarjeve ulice je sicer del projekta Zelena mobilnost že iz leta 2025 in obenem tudi del širšega projekta urejanja območja mestnega parka. Zaradi napačne interpretacije časovnice je prišlo do predčasne odstranitve dreves, tak je povedal župan Saša Arsenovič. Odstranjenih je bilo 7 dreves, župan Arsenovič pa poudarja, da so bili vsi zavodi, torej za varstvo naravne in varstvo kulturne dediščine, seznanjeni s projektom. Pri tem izzivu z kostanjevim drevoredom moram povedati, da soglasje z RVSN ni bilo potrebno, vendar smo vseeno pri projektiranju pozvali tako z RVSN kot z VKDS, oba zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, da podata projektne pogoje. Ko smo posredovali projekt, samemu projektu nadomestitve bolanih ali starejših dreves in dopolnitve drevoreda niso nasprotovali. Ampak kot pri vseh stvarih v našem mestu je malo zašumelo v komunikaciji. Ja, zaplet je nastal pri časovnici načrta krajinske arhitekture. Smo se pri načrtu krajinske arhitekture pri nas zavezali, da ga dostavimo do pričetka izvajanja del vezanih na krajinsko arhitekturo, se pravi do zasaditev. Praviloma pa bi se moral načrt predložiti pred začetkom izvajanja del. No, tako je povedal vodja urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker, torej časovnica je bila v tem primeru težava. Zdaj, župan Arsenovič je zaradi tega že sprožil revizijo postopka. Odstranjenih 7 dreves bodo nadomestili s 13 novimi divjimi kostanji, ker cilj je ponovno vzpostavitev drevoreda, pri čemer občina išče čim večje primerke. Želijo si dreves visokih vsaj 4 metre, da bi končni videz ulice bil čim bolj podoben nekdanjemu. In vprašanje, kaj še prinaša obnova Trubarjeve ulice? Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke, dobili bomo varno vodenje kolesarjev, dobili bomo to, kar nas je tudi inšpekcija pravilno napotovala v zamenjavo svetil, ki so svetili na zgor, pa ne smejo po novih uredbah, da bo tudi počutje tukaj ob parku bolj varno in seveda dobimo to, kar si ljudje najbolj želijo, v tem delu tudi novo cestišče. Projekt je pravzaprav zelo pozitiven in me žalosti samo, da smo zdaj prišli od tega, da je nekaj dreves morali iti mogoče prehitro. Ja. No, če še lahko dodam, parkirni režim tam bo ostal enak, obnova bo stala slabih 300 000 evrov in pa naj bi bila končana do konca septembra. Ok. Tako da bo porihtano in Trubarjeva bo lepo zgledala. Tako, zdaj pač treba, moraš določiti neke kompromise, ne? Zdaj, če hočeš novo cesto, pa novo razsvetljavo, pa novo vse. Pol se moraš starega, ne? Ampak pride zadaj novo. Ne? Ja, in zagotovo bo v redu zgledala pa vse, ampak vse veš, ne, ko se je to zgodilo in naenkrat in je ljudstvo bilo v luftu, vse bo, samo mirno, vse bo, tudi kostanji bodo spet, brez skrbi. Taki dan se mi zdi, da ko moraš še bolj pokazati neko naklonjenost do sodelavk in sodelavcev, ne? Hitra jutranja igra. Ne gre toliko za igro danes samo se od vaju zahteva, da sta odkrita in resnicoljubna in da se ne lažeta. Kot običajno. Ja, vem, da bo to težko, Iger, absolutno. Absolutno, ampak probaj iti prek sebe, no? Dobro. Probaj iti prek sebe, pa da vidimo, kaj bo. Ok, danes, prosim, povejta 3 stvari, ki jih še nista pospravila po dopustu. Po pravici. Ok. Po pravici. Dobro. Ki jih še nisi pospravil, potem, ko si z dopusta prišel.
stoli oziroma tiste blazine za na plažo. Enako, če vedno v avtu. Ni več v avtu, sem samo premaknil tam pod teraso, tam zdaj Jaz pa imam v avtu. To, kaj še nisem pospravil po dopustu, hladilna torba še ni na Še tistem ni. mestu, kjer bi morala biti. Ja. Pa mislim, da je to. Res? Ja, Samo 2 imaš, jaz ne morem. stalo je dneva pospravljeno. Tine, servus. Dobro jutro. Jutra. Lamp si pustil. Res je. Čakaj samo malo. Pa lampa še nisem pospravil. Ja. Ema, Ok, jaz imam nakit. kiče, kuj tak leži. Ja, pa make-up tudi. A make-up je bil posebej na dopustu? Ja. Aha, ok, pardon. se Pač pravi. moram ga obrisati pa zložiti. Ja. To še ni. Pa Razumem, tudi ja. blazine. Sicer to bo mama, tako da. Pa ta make-up pa nakit bo sestra, tako da. Ja, ok. Torej imamo rešeno. Imamo. Jaz imam še moj zložljivi stolček za na plažo, Okay. ki tudi vedno se v avtu vozi, ker je pač tam fajn. Pa kabli. Kabli so tam na delovni mizi, sicer so zloženi, ampak čakajo še, da grejo v škatlo. Kakšni kabli? Ja, kaj si kabli, ti- zakaj? Jaz imam full kablo, samo Priložnost, električar na Ja, morju. ne, samo veš rabiš, ne, pa pač oni HDMI, A ja, to. adapter za televizijo, pa en HDMI kabel, pol moraš imeti en podaljšek z razdelilcem, ker nikoli ne veš, kdaj O moj rabiš. bog. To sem jaz Moraš letos imeti- pozabil. Ja. No, Rabo. vidiš, moraš imeti ogromno enih kablov za polnilce, pa za vse ostalo, kar se pač potrebuje. Ne. Naj povem, da je Ema bila zgrožena pred par trenutki izven etra. Bom Ja. povedal tudi zakaj, zato ker mi nič ne držimo nazaj. Včeraj je bila sreda, ne? Ja. In ob sredah, običajno to je tisti dan, vsake toliko, mogoče tudi ne vsako sredo, ampak vsako drugo, recimo, ne? Ali pa enkrat na mesec. Ali pa vsako Tako, sredo. No, ja. pa, pardon. Ne, kako Ali pa ne drži. Čakaj, da razložim. No. Vsako sredo Jeger obišče svojega polbrata, ne, oranžnega princa z rdečim nosom po imenu Ronald. Ni res, ni vsaka sreda. Enkrat na 2 meseca, tak nekje. In Ja, samo ja. povej, Ja. je bil paket, so bili darovi, Tako mora biti. tako mora biti. Res, tako lepo zloženih, še mislim, da nisem dal. Prav potrudili so se. 6 komadov, ne? Hvala jim za to. 6 komadov, ja. 4 je manjši, pa 2 malo večje. Kako lahko jege. Trija pa Coca-Cola. Lega. Dobro je bilo. Je bilo dobro. Do tako imenovane food kome je šel v bistvu včeraj. Res, še neki procesi se morajo pač prenehati v telesu, da lahko pol se vse to prebavi. Ne? Tako da sem malo tja Šel padel. spat. Ja, valjda. Joj, prosim, ne početi tega Ne. doma. Jeger je le profesionalec. To pa je. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, naj samo povem, prej smo debatirali o tem stvari, ki jih še nismo pospravili po dopustu. In sva z Igrom ugotovila, sva kar podobna, oziroma imamo podobne stvari. Je pa pisal, preden tebe vprašamo, Ja. Ivan v SMS-u na 051 220 220, pa pravi, v mojem avtu so še zmeraj pohodne palice, penasta podloga za na plažo, to smo vsi v avtu pustili, zgleda. In nekje bi moralo biti še pol sendviča. Če ne drugače, ga boš zavohal, Ivan, ne, prej ali slej. Tine, kaj pa ti? Ti si redoljuben, ne? Ja, to zdaj tako zgleda, ampak pri nas je tako, da pol, ko ne vem, se pripeljem z avtom domov, ne? Najprej Pa- vse pospraviš. Ja, je pol špe rekla, pa dobro, pa kaj lahko vse do jutri, ne? Tisti Ne more. moment. Tako da žal nimam nič več. Wow, vidiš, Tineta se moramo učiti, Ja, od res je, Tineta res se je. moramo Zdaj, če je učiti. to dobro ali ne, jaz ne vem, samo pač tako. Psihopat. Psihopat si slišal. Ja, Ne, sem psihopat. ne po crkvu, sociopat, bi rekel. ker psihopat se pravi Ja. rojen, ne narejen. Se pravi, ti že pa v dreku umrla. daj, Zdaj pa no. kaj je to boljše. Na muti. Torej, Tine, kaj si nam Ko smo dal? bili malo prej pri hrani, Ja. ali vi mogoče veste, katero živilo na svetu je tako super živilo, da bi človek lahko poleg vode
samo s tem preživel. No, pa samo z vodo ne bi mogel preživeti. Ne, mislim, to živilo plus voda, pa bi bilo da jajce. Pa ima ogromno nekih hranljivih. Jajca pa Big Mac, pa pozarca vode. Lahko to gre, to bi šlo, ne? Nekaj od sadja? Ja, v bistvu, ne. Vse to sadje, ne. Neka tota mora biti, ne kiwi, ampak neka taka. Datel ima ful kalija, železa, magnezija, fosforja, vitamina B6 in kalcija. Recimo več železa ima kot meso. Lahko en datel lahko nadomesti eno pešico oziroma eno polno dlan cukra. Recimo, to je večji problem, ki ga ima datel, ne? Pa največji energy booster je. Res? Zaradi tega, tako da... Tako da veš, Igor, ne? Zdaj, ali to, ali pa pač on... Ali pa pač tiste celi tvoj kompis. Vse, ker če pogledaš za dušo, je definitivno bolj to, ko pa da s tremi datli sediš. To se strinja. Da si sam pas, ne, pač imaš to tako, v nogi ješ, pa imaš 3 datle pred sabo, pa ko vrč vode, zgleda kar malo. Nekaj se kaj narobe naredil. Torej, častimo dogodke na festivalu Letni oder Ruše, danes zjutraj za sobotni koncert Bigfoot Mame, ki bo seveda v soboto zvečer ob 21. Genialno bo zagotovo. In med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede, poslali SMS z Letni oder ali Bigfoot Mama, ključnimi besedami in svojimi podatki na 051 220 220 je bila danes izžrebana Tamara, mimo grede, karte bomo imeli še skozi ves dan, pa tudi jutri in tako dalje, tako da brez skrbi, če ste enkrat napisali, da želite, da vam častimo, ste enot, samo pač morate biti žrebani. Tamara, dobro jutro. Zdravo. Kak je Tamara? Pa vredo v službi. Vidiš. Tamara, imamo eno vprašanje. Ti si poslala SMS, da bi šla na Bigfoot Mamo v soboto na Letni oder Ruše in samo eno vprašanje je tu. Ali nam dovoliš, da ti mi častimo koncert, Tamara? Povej, ali nam dovoliš? Ne, zdaj pa resno razmisli. Ne, razmisli, prehitro si odgovorila. Dobro razmisli. Ali nam dovoliš, Tamara? Ja, sem dobro razmislila, dovolim. Ok, dobro, bravo. No, vidiš. Pomembno je, da dobro razmislimo. Pametne odločitve sprejema Tamara. Res je. Če bo celi četrtek tak, ni problema. Tamara, povej, Letni oder Ruše festival ga obiskuješ tudi drugače? Ne, še nikoli, tako da bo zdaj prvič. Še nikoli? Ja. Pa hvala Bogu, da smo mi zrihtali to, ne? Gleda, se boš izkazal. Tamara, če ne boš vedela kam, samo pokliči. Bom pokazal. Zmenjeno. Kaj? Vse prav, če si tam. Ki se zavije desno, pa pol proti glavnemu odru. Ja, ampak ta je res je super prizorišče, boš videla in res bo nepozaben večer, tako da to ti radio, ti časti Bigfoot, imamo tebi in še nekomu zraven. Tamara, vse, kar moraš narediti je, da greš na festival Letni oder in se imaš super v Rušah. Super, najlepša hvala. Nekaj, Tamara. Zdaj pa tako ena informacija. Čeprav so še vedno temperature visoke, še vedno je poletje, ampak prej ali slej se bo začela smučarska sezona, ne? Ja. Ja, jaz se veselim. Verjamem, kot vsako leto. In veš, da vsako leto pripravijo predprodajo po posebnih cenah in 29. avgust se bo sprostila prodaja. Jaz imam že informacije, pač povem pravi. 29. je čak. Ja, zabeleži si. Danes je sicer šele 20. ampak samo da imate to osnovno informacijo, bo omejen čas in vsem vas bomo pravočasno obvestili, ampak zdaj, da si zabeležite 29. avgust. Eno vprašanje moram zastaviti, Jeger, tebi danes zjutraj. Sicer odgovor na to vprašanje zanima mogoče 3 ljudi tam zunaj. Maksimalno. Pa mogoče 5. Da ne bom podcenjeval zgodbe, ampak vseeno, glej, vsak je pomemben in za vsakega je treba poskrbeti. Torej,
Ljudi zanima, ali se z novo sezono vrača tudi zadeva, ki se ji reče Matičkove raziskave. Ja. Ja, ali ne? Ja, ne vem, jaz tebe vprašam. Jaz mislim, da ja. Misliš, da ja? Ja, ne vem. Ok, ki ni ziher. Ja, ni ziher, sam v ja. sebe ni ziher. Ja, ne, da je ima. Jaz si želim, da se vrne. A sem jaz odgovorni urednik? Ja, za svoje matičkove raziskave že, ne? Ja, urednik sem, nisem pa odgovorni urednik. Ali bodo ali ne, te sprašujem. Oja. Smo sicer 5 razlogov, zakaj bi bilo mogoče fajn, da ne bi bilo. Zato, niti enega razloga nimaš. Ja, pa imam 5, imam. Brez veze, nimajo smisla, nimajo dodane vrednosti, ker fraz dela z vrečo na glavi, pa ker gnjaviš poštene ljudi. Dobro, daj počasi, samo malo. Kaj nimajo smisla? Imajo smisla, zato ker so to najbolj relevantne raziskave daleč naokoli. Brez veze mogoče za tebe, za poslušalce, absolutno ne. Brez dodane vrednosti, kaj boš govoril, kot sem že prej povedal, so najbolj relevantne raziskave daleč naokoli, fraz dela z vrečko na glavi. Fraz je pač čuden, kaj čemu zdaj? Da jaz gnjavim, jaz samo lepo sprašujem, vi ste pa vsi okoli mene sitni. Pika. Torej, z novo sezono se vračajo tudi matičkove raziskave? Ja. Super. Torej, probali smo. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.